Dela na domu gredo h koncu. Po poti kot so nogega čuka. Listanejca Smoleta na Starem gradu. Zeleni pod Černetovim kozolcem. Nova Slovenija pri Mihovcu. Poklon komandantu. Prerok slovenskega naroda. Lepo pozdravljeni. V sredo so člani prostovoljnega gasilskega društva Zgornje Pirniče na ogled novega gasilskega doma povabili še občinske svetnike in občinsko upravo, ki so se lahko prepričali, da so upravičeno potrdili razporeditev sredstev v rebalansu proračuna. Glede na hitrost izvajalca bo dom dokončan kmalu, čeprav mora biti prva podoba še ne kaže tako. A glavnina najtežjih del je pri koncu. Sledila bodo pa še vsa dela, ki bodo največji gasilski postaji v medvoški občini, investicija je namreč vredna več kot 1 milijon evrov, vdahnila dušo in življenje. Kar velik del občinskih svetnikov si je z zanimanjem prišel pogledati izjemno impozantno stavbo, ki bo enkrat prihodnje leto predstavljala nov dom prostovoljnih gasilcev iz Zgornjih Pirnič. V tem dogodku, da predstavimo, kaj smo naredili za ta denar, ki smo ga potrdili kot svetniki, in mislim, da je šel denar v prave roke in to je danes rezultat. V kakšni fazi smo, koliko si bomo lahko ogledali danes tega gasilskega doma? Ja, bomo šli tudi v notranjost, malo zamujajo, rekli so, da bo asfalt že, vendar ga ni. Neke cene nagajajo in tako. V glavnem bomo pa videli vse. In je bilo kaj videti. V okolici lepo umeščene stavbe sicer še vedno potekajo intenzivna dela. Lovijo lepo vreme, pravijo izvajalci. Tako gradnja gre kar proti koncu skoraj. Mislili smo, da bo sicer še malo se bo zavlekla tudi v naslednje leto, vendar glede vseh teh, da se bojijo zime oziroma hladnih temperatur, so vseeno pohiteli, da bi se naredili to v toplejšem času. Čeprav je dom res velik, pa je prvotno načrtovana investicija bila precej zracionalizirana. Načrtovano zgornje nadstropje na servisnem delu, dodaten prostor za civilno zaščito in večji nadstrešek bodo morali počakati na druge čase. Že tako so cene izjemno narasle, zato so morali gasilci krepko stisniti zobe in poprijeti za delo. Cene grejo kar v višave, bi rekel. Sicer zdaj imamo pripravljen kredit, da pričnemo z odplačevanjem druge faze. V prodaji je tudi star dom, ki se pa tudi že pogovarjamo za prodajo. Krajani kaj pomagajo, na vse zadnje gre tudi za dom, kjer boste opravljali, stvari zanje, da jim boste priskočili na pomoč. So odprtih rok? Ja, seveda, tako da se v tem trenutku zahvaljujemo vsem vaščanom za vse darove, ki smo jih že prejeli, prispevke. V mesecu oktobru smo imeli dan odprtih vrat, kjer smo zraven tudi jim prinesli letake, kjer smo jim opisali, da so to zgodbo, od zgodovine do poteka gradnje. Na koncu tudi seveda smo pripisali račun za prostovoljne prispevke, ker je bil pa kar dober odziv že. Situacijo v svetu, energetska kriza in še marsikaj so sicer skrbno načrtovan projekt ogrožale večkrat, a danes lahko z gotovostjo rečemo, da bo pripeljan do konca. Ja, danes že upam reči, da investicija sigurno bo uspela, ker je pripeljana toliko daleč, tudi z rebalansom občinskega proračuna, tudi s trudom, ki so ga gasilci vložili v to zdaj v pridobivanje kredita v prodajo starega gasilskega doma, bo finančna slika posanirana oziroma bomo pač projekt pripeljali do konca. Je pa res, da izvedba ravno v letošnjem letu je najbrž tudi najbolj nesrečna spričo razmer, za kjer pa niti gasilci, niti občina, verjetno niti kaj dosti drugih ljudi na tem svetu ni vedelo, kako bo. Tako da, če upam malo špekulirati, bi rekel, da se je trenutno še kar dobro izšlo, kakor je na začetku mogoče kazalo še bolj dramatično. Pirniški gasilci so si za nov dom prizadevali že zelo dolgo časa, občina pa jim je pristopila nasproti šele, ko je bila finančna konstrukcija zaključena v večjem delu. Želeli so se namreč izogniti vstopu v nejasno ocenjeno investicijo, zaradi česar bi se lahko zgodilo, da je ne bi pripeljali do konca ali pa bi jo zaključili z veliko slabe volje. Drzna odločitev je bila pa tudi nujna.
Obstoječi prostori starega gasilskega doma v Zgornjih Pirničah so gotovo najslabši od vseh 6 društev, ki jih imajo. Sam prostor jim ni omogočal praktično nobenega izvajanja, nobene dejavnosti v okolici, ker je zemljišče samo same stavbe, okolice pa ne. Tako da tukaj mislim, da če pravilno vem, je bilo 20 let nazaj približno kupljeno to zemljišče, potem smo leta 2018 uspeli doseči spremembo namenske rabe, torej da iz kmetijskega zemljišča ta del, kjer je danes se nahaja gasilski dom, postal namenjen centralnim dejavnostim prav za gasilce. Zdaj pač ta investicija in jaz mislim, da glede na velikost in pa na neko bodočo usmeritev občine Medvode je ta gasilski dom, bi si upal reči, pa si ne upam reči za dosti stvari, verjetno odgovarja na potrebe za naslednjih 100 let. Pri projektiranju so se ozrli tudi v prihodnost. Novogradnjo so si namreč želeli umestiti v prostor, ki bo prilagojen investicijam v prihodnosti, med drugim novi navezovalni cesti. Vsi v Pirničah vejo, da si že nekaj let prizadevamo za izgradnjo navezovalne ceste Bošnica oziroma povezovalne ceste ob Bošnici do samega tega centra, pa potem tudi naprej proti Razpotju. Zato, ker je ta obstoječa čez vas v resnici neprimerna za to gostoto prometa, kot danes je. Sam gasilski dom je pa zasnovan, sama garaža, tako da ko bo prišlo do povezave, je že tamle narejen izvoz, kjer se priključi na cesto v Bošnici. Torej, mislim, da je to še en unih segmentov, ker res rečemo, ok, saj so razmišljali tudi za naprej, ne da bi se čez 3-4 leta spraševali, kam zdaj navezati ob morebitni intervenciji, kako naj pridejo ven iz gasilskega doma. Cesta je že umeščena v občinski prostorski načrt in bo, ko bo zgrajena, razbremenila in olajšala življenje Pirničanov. Na tokratni predstavitvi so si člani občinskega sveta in občinske uprave ogledali tudi notranje prostore. V osrednjem prostoru bodo imela svoje mesto vozila GVC 16/25, moštveno vozilo, džip, čoln, črpalka in prikolica, ki so jih morali sedaj prestavljati, odvisno od tega, kaj so pri svojem posredovanju potrebovali. Ob glavni hali pa bodo imeli še garderobe, poveljniško sobo, kopalnico in sanitarije ter večnamenski prostor za predavanja in tečaje. Zgoraj pa bo manjši prostor namenjen še eni sobi za sestanke in arhivski prostor. Prvotno načrtovano ogrevanje na plin so zamenjali za bolj predvidljivo toplotno ogrevanje, razmišljajo pa tudi o fotovoltaiki. Kljub temu, da je od 1 120 000 evrov pogodbene vrednosti za izgradnjo do pridobitve uporabnega dovoljenja porabljenih že dobrih 920 000, ter da bodo pirniški gasilci morali v prihodnje kar precej zategovati pasove, pa so seveda zelo veseli, da bodo končno lahko delali v prijaznem okolju z dovolj prostora. V tem trenutku bi se zahvalil tudi vsem svetnikom in občini Medvode, celotni občinski upravi, kjer so aktivno sodelovali tudi pri pogovorih, razgovorih, tako z izvajalci, kot tudi finančno, tako da mi še enkrat hvala občini Medvode. Naslednja predvidena investicija za gasilce iz Zgornjih Pirnič je sedaj odmaknjena v daljno leto 2031, ko naj bi prišli na vrsto za nakup novega moštvenega vozila. V skupnem dogovoru vseh prostovoljnih gasilskih društev z občino so sedaj jasno razporedili vrstni red investicij. Trenutno je v teku javno naročilo za novo vozilo z vodo za sosednje društvo Spodnje Pirniče Vikrče za Vrh, potem pa so na vrsti gasilci iz Sore. Za soboto popoldne smo prejeli vabilo Koconogega Čuka, da se mu pridružimo na gozdni učni poti na Golem Brdu, katere skrbnik je, saj se imenuje po njem. Gre za enega od 32 projektov, ki so bili izbrani in izglasovani v lanskoletnem participativnem proračunu. In gre za primer dobrega sodelovanja med občinsko upravo in predlagateljem projekta, to je Simon Trampuš s partnerico Danajo Kek. Hkrati je eden redkih projektov participativnega proračuna, ki se je zaključil na tak način, z organiziranim pohodom in druženjem. Odziv je bil seveda odličen. Ob 14. uri se je lepa množica, predvsem družin z malimi otroci, zbrala na začetku gozdne učne poti na Golem Brdu, ob podobi Koconogega Čuka, ob cesti v bližini Slavkovega doma, odkoder tudi številne popotnike vodi pot na Jetrbenk in Topol oziroma Katarino.
Ja, odziv je zelo dober, so zelo zadovoljna, niso pričakovali, da bo toliko ljudi, malo smo jih tako osebno povabili, pa se je pa ta novica tudi tako razširila pri vas na TV Medvodah, občina Medvode, tako da ta glas krajevna skupnost, tako da se je pol razširili in pričakujemo, da bo kar po mojem dobrih 100 ljudi ali pa še več. Razlog, zakaj tako oblikovan predlog, je preprost. Narediti nekaj tako za otroke v krajevni skupnosti Seničica Golo Brdo, kot tudi za ostale. Ja, mi smo si želeli, da bi organizirali, pripravili, oblikovali, postavili v bistvu čim bolj v lokalnem okolju. Tako da smo tudi ideje, pa podpornike, pa tiste, ki so prispevali, iskali nekje v lokalnem okolju. Smo pa tudi pomislili, kaj je pravzaprav tisto, kar je pomembno, ta hip za naravo, za okolje, in smo pa vsebino bolj v to smer zapeljali, eno trajnostno smer, ohranjanje živalskih vrst, biotske raznovrstnosti, ravnovesja. Tako da to je v bistvu gozdna učna pot, ki je namenjena predvsem otrokom, mogoče malo mlajšim, pa tudi starejšim, in na njej se lahko marsikaj naučijo. Koconogi čuk je vrsta sove, ki se od navadnega čuka loči po bolj pokončni drži, debelejši glavi in daljšem repu. Ima rumene oči in začuden pogled. Večji del življenja preživijo v samoti, saj družabni postanejo le v paritveni sezoni. Koconogega čuka bomo našli le tam, kjer je v gozdu dovolj starih dreves dupli, kamor zvabi samico. Teh pa, vsaj kjer je gospodarjenje z gozdovi redno, ni prav veliko. Zato je tudi razširjenost te zanimive in malo poznane vrste sove manjša, kot bi si želeli. In prav koconogi čuk nas vodi od začetne do zaključne postaje učne poti na Golem Brdu, ki sicer ni krožna, je pa lahko tudi zanimiv uvod v daljši pohod. Naredili smo jo precej interaktivno, se pravi, da lahko lepijo nalepke, štempljajo, imajo žige, tako da ni dolgočasna, da ni preveč šolska, da je pa hkrati tudi umeščena pravilno v naravo. Gre za enega od 32 projektov, ki so bili izbrani in izglasovani v lanskoletnem participativnem proračunu v vrednosti dobrih 9000 evrov, pri katerem pa predlagatelj ni le predlagal, ampak tudi aktivno sodeloval pri izvedbi projekta, tudi s prostovoljnim delom. Kot predlagatelj, kaj vse si potem tudi sam naredil? Ja, več ali manj smo res naredili skoraj vse sami. Sama ideja oziroma pisanje tekstov je pripravila Danaja, vse ostalo oblikovanje in te stvari sem pripravil jaz, potem pa pomagal nam je Klemen iz mizarstva Kuralt pri teh lesenih delih, pa tiskarna iz Ljubljane, kjer smo tam stvari natisnili. Potem pa tudi montaža in vse ostalo, v bistvu res vse na naših plečih. Tako. Ko si pač zamisliš, da bi nekaj predlagal, si mogoče ne predstavljaš, koliko dela je pol v to vpleteno, ker je treba tudi izvesti. Ne daš nekomu drugemu, da vse to naredi, kar si ti zamislil, ampak si v bistvu ti odgovoren. Tako da smo imeli zelo veliko dela, predvsem z iskanjem soglasij, kar se tiče zemljišč, pa lastnikov zemljišč. To nam je veliko živčkov pokravžljalo. Tako da potem naprej smo pa v bistvu z lastnim trudom, z ljubeznijo, z željo, da bi nekaj naredili za otroke na Golem Brdu, kljub vsem preprekam in oviram prišli do konca, do današnje otvoritve. Prav problematika pridobivanja soglasij lastnikov zemljišč je ena večjih težav predvsem v tej krajevni skupnosti, saj ustreznih javnih zemljišč ni. To je tudi eden od razlogov, zakaj predlagatelja nista podala predloga tudi za letošnji participativni proračun. Tako da smo zelo veseli, da so dali soglasja tisti lastniki, ki so jih dali. Je pa res to velika ovira za naslednje projekte, recimo za obnovo kakšnega igrišča ali pa za novo igrišče, ker enostavno lastnikov, ki bi bili pripravljeni dati za te namene, za skupne namene ni. Tako da si želimo, da bi bilo čim več ljudi pripravljenih tudi nekaj podariti skupnosti, ne pa samo zadržati zase. To bi bila pa res naša želja za naslednje participativne proračune, ker bi veliko olajšali. Pa vendarle gre tudi za lep primer sodelovanja med predlagateljem in občinsko upravo, v konkretnem primeru Ano Primci in Evo Tehovnik, ne le pri zbiranju soglasij, ampak celotnem oblikovanju učne poti. Potem smo pa mogli tudi, se z Zavodom za gozdove, smo šli na teren in s planinskim društvom. Oni so tudi povedali mogoče malo njihove izkušnje, kar se tiče teh gozdnih učnih poti. Na Zavodu za gozdove imajo v bistvu prav ljudi, ki se prav samo z gozdnimi učnimi potmi ukvarjajo.
Tako potem pa seveda s planinskim društvom, oni morajo tudi voditi v ta register teh učnih poti, tako da smo tudi z njimi sodelovali, oni so tudi dali svoje soglasje, tudi v bistvu smo jim podali te točne koordinate, tako da to tudi sedaj v registru zapisano. Sestavni del projekta je tudi brezplačna knjižica, ki je namenjena obiskovalcem gozdne učne poti in bo na voljo v Medvoški knjižnici, v turistično-informativnem centru in v lični mali hišici ob Koconogem čuku na začetku poti. Ta nas vodi od točke do točke, kjer spoznavamo tipični rastlinski in živalski svet teh krajev. Tudi otroci se mi zdi, da jim je bilo zelo zanimivo, kar sem z njimi sodelovala oziroma se zelo pogovarjala. Mi je zelo všeč. Mislim, da je zelo dobro, da so tudi te vsebine predstavljene na tak interaktiven način, se pravi, da lahko otroci premikajo stvari, se dotikajo in tako. Mislim, da se tudi s tem veliko več informacij zapomnijo. No? Tako da ja, jaz upam, da bo pač prebivalcem okoliškim in seveda vsem, ki se bodo povzpeli na Katarino, da jim bo pač ta učna pot v veselje in da bojo uživali. Sedaj imata v rokah tole knjižico. Je bilo težko izpolnjevati vse naloge? Ne, je bilo zelo zabavno, pa je bilo zelo zanimivo in poučno. Bosta šle še kdaj pogledat tole pot? Ja, je bilo kar zabavno in bova šla še kdaj. A ste kaj novega že izvedeli? Ja, stopinje živali, pa tudi rastline. In kaj vam je bilo najbolj všeč? Da si mogel mogoče v to knjižico kaj napisati, nalepiti in ja, meni je bilo to najbolj všeč. Je knjižica vsa izpolnjena ali še ne? Ni še nalepki, moramo nalepiti, drugače pa je. Da bi krajani marsikaj radi imeli, niso pa zato pripravljeni nič narediti, je morda eden od vzrokov, zakaj v tej krajevni skupnosti, torej krajevni skupnosti Seničica Golo Brdo, nihče noče kandidirati v svet krajevne skupnosti. Simon Trampuš, zaslužen za prej omenjeni projekt, sicer kandidira za občinski svet občine Medvode na listi Nejca Smoleta, vendar je čisto na repu liste. Da bo potrebno na novo definirati in opolnomočiti lokalne skupnosti, pa je bila tudi ena od glavnih misli izrečenih na srečanju te liste v nedeljo na Smleškem Starem gradu. Organizacijo srečanja kandidatov liste Nejca Smoleta s podporniki in simpatizerji v Špeljkini vili na Starem gradu so prejeli kandidati iz prve volilne enote, ki obsega kraje 3 krajevnih skupnosti Zbilje, Smlednik in Pirniče. Namen srečanja pa? Ja, srečevanje z našimi krajani, z našimi volivci, z našimi podporniki, da se malo usedemo, pogovorimo, ker to je le malo drugače kot po pisarni ali pa kje drugje. V aktivnosti na občinski ravni se je Tršanova vključila v prejšnjem mandatu in je ena od 5 članov občinskega sveta z liste Nejca Smoleta iz prve volilne enote v iztekajočem se mandatu. Vseh 5 se je odločilo za ponovno kandidaturo. Ja, zato, ker podpiram delo Nejca Smoleta, všeč so mi njegove vrednote, podpiram njegov pozitivni pogled v prihodnost, tudi sama imam rada pozitivne ljudi, dobre ideje in zato sem se pač odločila za ponovno kandidaturo. In projekt, za katerega ji je najbolj žal, da v iztekajočem mandatu ni bil realiziran? Ja, to ste me pa najdel. A veste kaj, pokopališče Smlednik. To je tista moja ne vem kako naj rečem, neizpolnjena želja, ki je bila, ker imamo resnično težave že z grobnimi mesti. Imamo samo še 3 prosta grobna mesta in želim si, da bi to je projekt narejen, je gradbeno dovoljenje, ampak ni bilo izvajalca, noben se ni javil. In tako da zdaj upam, da bo ponoven razpis in da bomo to da bo steklo to tako, kot je treba in da bo tudi to realizirano. Ja, veste, jaz nisem nikoli bila
podvržena nobeni stranki. Nisem politično opredeljena, ampak podpiram vse dobre projekte in vedno bom glasovala, pa ne glede z katere strani Save prihajajo ali pa z katere politične stranke. Če so projekti dobri za ljudi, jih bom podprla. Nosilec liste Nejca Smoleta v drugi volilni enoti, ki obsega krajevni skupnosti Senica in Medvode, je Uroš Šmedar. Nosilka liste v tretji enoti, ki obsega vse ostale krajevne in vaške skupnosti, pa Mojca Murnik. Na listah Nejca Smoleta pa je tudi nekaj novih obrazov, med drugim kulturnica Irena Sonč-Šlenc, tabornik Anže Jenko in vsestranska društvena aktivistka Ana Weber, ki je že sicer najmlajša kandidatka na tokratnih volitvah v občinski svet. Hkrati pa sta na listi tudi preverjena občinska svetnika Ivan Špenko in magistra Zvonka Hočevar, ki sta bila na prejšnjih lokalnih volitvah še kandidata Desusa, ki v naši občini sploh ne deluje več. V iztekajočem mandatu je listo Nejca Smoleta zastopalo kar 13 od skupaj 23 članov občinskega sveta. Ste kdaj zaželeli si, da bi jih bilo mogoče manj? Ne bom rekel, da ne, da kdaj v kakšni razpravi, ko smo imeli usklajevanje pred samo sejo občinskega sveta, nisem kaj takega tudi zavzdihnil. Na morebiten očitek, da je občinski svet preveč umirjen in da na sejah ni bilo slišati neke poglobljene razprave, Smole povzema besede županje, ki je bila v podobni situaciji. In je tako lepo napisala, da mogoče samo na občinskem svetu ni bilo razprave, kar pa ne pomeni, da v občini ni bilo razprave. Logično se mu zdi, da občinski svetniki z njegove liste na sejah niso nasprotovali predlogom, katerih predlagatelj je bil prav on kot župan. To pa ne pomeni, da so ti predlogi tja prišli kar tako, brez nekih resnih uskladitev. Tudi mi smo v zadnjih 4 letih marsikakšno točko umaknili z dnevnega reda, marsikakšno gradivo je ostalo v nekem osnutka in ni šlo naprej, ker smo enostavno ugotovili, da imamo že mi tako različne poglede na določene tematike, da je nekako brez smisla, da je to naprej, če nismo v to prepričani pri tem številu članov občinskega sveta. Sicer pa moram reči, da po prvem letu tega mandata je občinski svet predvsem bil precej bolj kulturen kot v začetku. Nekateri rečejo dolgočasen, seveda, če pa razumemo resničnostne šove kot vrhunec dogajanja, potem je verjetno bil. Prvo leto je verjetno res bolj spominjal na kakšno kmetijo, kot pa na nek resen občinski svet, potem kasneje pa mogoče veliko bolj uradniško suhoparen, kot pa zanimiv za gledati, to je pa res. Opozarja, da pozabljamo, da je kar dobršen del mandata zaznamovala epidemija koronavirusa. Bili so meseci, ko praktično se ni dalo nič delati, niti občinski svet se ni sestavil in tako naprej. Pa ni to neki izgovor, v resnici gre za to, da so eni projekti tudi precej bolj kompleksni, se pravi precej bolj zahtevni in jih pač ni mogoče dokončati v nekem relativno kratkem času, vsaj za župane 4 leta res kratek čas. Program liste Nejca Smoleta in s tem tudi njegov program je že objavljen na spletu. Javnosti pa ga bodo predstavili v soboto popoldan v svoji pisarni v Medvodah. Da je na program ponosen, pravi, saj je poudarek na spremenjeni paradigmi. V resnici zelo veliko zdaj ukvarjamo s tem, kam naj pluje skupnost v prihodnje, na vseh področjih. Če bi pa enega od teh mogel izpostaviti, bi pa gotovo rekel, da je vprašanje trajnostne, vzdržnostne rasti tisto, ki ga zdaj postavljamo naprej. Vprašanje vodnih virov, vprašanje odpadnih voda, vprašanje tudi upravljanja s prostorom ali pa predvsem v osnovi upravljanja s prostorom, to so tista vprašanja poleg participacije občanov, ki nas najbolj zanimajo, begajo in kjer upamo, da bomo našli neko pot za naprej. Participacija, kako ohraniti skupnost, lokalno skupnost na tem nižjem nivoju mogoče? Točno tako, zato je eden izmed izzivov na področju, na enem področju, ki smo ga poimenovali, kažemo nove poti v prihodnosti, tudi krajevne skupnosti prihodnosti. Kam, kako zasukati torej krajevne skupnosti, da bodo ponovno dobile tiste pristojnosti, ki so jih imele. Tukaj lepo napišemo kar v program, odgovorov nimamo. Na to temo torej obljublja morda najobširnejšo razpravo na vseh ravneh občine. Tudi če to pomeni sprememba statuta občine, sprememba odlokov, uvedba se in pač karkoli bo spoznano kot en ukrep, s katerim bi lahko
skupnosti opolnomočen. Glede na lastne izkušnje, bil je tako predsednik krajevne skupnosti Smlednik, kot tudi občinski svetnik in sedaj 2 mandata župan, največji manko vidi predvsem v pogumu krajevnih skupnosti. Cilj krajevne skupnosti prav gotovo ni to, da izvaja zimsko službo, vsaj po mojem ne. Ni nič hudega, če to prevzame nekdo drug. Mora pa krajevna skupnost zelo jasno oblikovati stališče, kako želi, da življenje poteka v na njihovi mikrolokaciji, zato je pa treba prevzeti odgovornost. In bojazen v post-covidnem času. Ali smo se kot ljudje še pripravljeni izpostaviti in angažirati za nekaj, kar verjamemo, da je potrebno v naši skupnosti narediti. Tukaj pa mislim, da imamo tista glaven izziv. Preden nadaljujemo, še opravičilo nosilcu nestrankarske liste Sotočje v prvi volilni enoti Sašu Šulcu, ker smo ga v zadnji informativni oddaji, ko smo poročali o kandidatnih listah za občinski svet občine Medvode, narobe podpisali. Na svoje srečanje pod Černetov kozolec pa so nas v tem tednu povabili tudi kandidati Zelenih Slovenije. Ta stranka je liste za vse 3 volilne enote sestavila na zanimiv način. Na njej so namreč kandidati z vseh vetrov, tudi člani drugih strank, ki na tokratnih lokalnih volitvah v naši občini nimajo svojih list. Kljub temu pravijo, da imajo ogromno skupnih točk in da je smisel demokracije prav možnost izražanja različnih mnenj in stališč. Zeleni Slovenije so kljub manjšemu zanimanju ljudi za vključitev v aktivno politiko uspeli narediti popolne liste s posamezniki, ki prihajajo iz različnih političnih strank in list, kar pa ne pomeni, da bodo njihova stališča preveč različna, da bi lahko uspešno delovali v občinskem svetu. Seveda različna stališča so v politiki vedno, umetnost je pa možnega sam kompromis. Ugotovili so, da razmišljajo podobno in imajo podobne rešitve za urejanje zadev. Nosilci po enotah pa so Štefan Čebašek v prvi, Dragan Đukić v drugi in Dejan Krajačič v 3. volilni enoti. Kar zadeva samo mojo kandidaturo, sem se odločil po dolgem času kandidirati, da v občinskem svetu nekako poskušam ponovno vrniti parlamentarno demokracijo, se pravi razpravo, da poskušam spodbuditi različna mnenja, da poskušam opozoriti na probleme oziroma na projekte, ki so v tem mandatu popolnoma izpadli oziroma se o njih veliko govori in nič ne naredi. Meni namreč, da sestava sedanjega občinskega sveta navzven deluje kot nek glasovalni stroj, saj ni slišati več različnih mnenj in pogledov, kar je podlaga za demokratičnost odločanja. V bistvu, če sem prav ujel informacije, tudi sami člani z županove liste niso bili najbolj zadovoljni, ker je šlo za neki avtomatizem, za neko melanholično vnaprej pripravljeno dvigovanje rok in to ni dobro. Tako da, če ste me vprašali, če sem zadovoljen, nisem. Tudi svetnik Dragan Đukić je v sedanjem mandatu nekoliko manj glasen, kot smo ga bili vajeni v preteklosti, kar pripisuje močni županovi listi, ni pa to edini razlog. Problem je druge narave, čeprav je to pohvalno v zadnjem mandatu, da so se zadeve usklajevale pred sejam. In ljudje tega ne vedo, tega ne vidijo. In ko se zadeve uskladijo pred sejo, potem je seja sama formalnost, nič drugega. Program Zelenih Slovenije se v globalu ne spreminja in se nanaša na podporo projektom, ki vzpodbujajo zdravo življenje, podporo lokalnemu podjetništvu in turizmu in samooskrbi. Dragan Đukić se bo še naprej trudil za ureditev lekarne, ki bo medvoška, in seveda za tisto, na kar opozarja že vse od začetka njegovega političnega udejstvovanja, problematiko plinske regulacijske postaje v lasti plinovodov, ki dela za potrebe Donit Tesnita. Na občinskem stoji, nihče ne plačuje najemnino, noben ne pokaže pogodbo, pravi, da imajo neke pogodbe. Zaenkrat mi v 15 letih nihče ni pokazal pogodbo. Tako da vem pa, da se pogovarjajo, da bi se to prestavili, vendar dokler se to ne naredi, jaz nobenemu nič ne verjamem.
Štefan Čebašek pa opozarja na prepočasno zavedanje o tem, da je treba že zdaj sprejeti načrt za spopad z ekstremnimi vremenskimi pojavi in o premajhni samooskrbi v občini. Moja želja je, da bi šlo čim več kmetovalcev na področju občine Medvode v predelavo, ker s tem lahko ponudijo končne produkte, s tem bi povečali stopnjo samooskrbe, ki je v sedanjem trenutku zares slaba. Seveda pa vsi skupaj sledijo temeljni ekološki viziji Zelenih Slovenije, tudi s poudarkom na zasaditvi večjega števila dreves, ki imajo dokazano kakovostne in blagodejne učinke na raven bivanja. In čas je, da se postavimo na stran narave. Vemo, da prihajajo vedno bolj sušna in vroča poletja, zato se sama sprašujem, kaj lahko kot aktivisti ali kot občani naredimo v to smer. Županskega kandidata nimajo. Štefan Čebašek je sicer s kandidaturo okleval do zadnjega trenutka in se potem ni odločil. Odgovora na vprašanje, zakaj ni proti kandidatov aktualnemu županu, pa nima. Ja, dobro vprašanje. To vprašanje se lahko postavi vsem političnim opcijam v občini Medvode. In lahko se samo pridružim tej skupini in ugotavljam, da je to velika žalost, če že ne skoraj sramota za demokracijo občine Medvode. Tokratni predvolilni golaž so Zeleni Slovenije zakuhali pod Černetovim kozolcem. Vabijo pa vas, da jih na volitvah podprete. Spoštovane volivke in volivci, če želite bolj dinamično občino, več različnih projektov, če želite poudarek na projekti, ki so danes vitalnega pomena za življenje v teh burnih in nestabilnih časih, potem obkrožite listo 2 in številko 1 na volilnih listič. V sredo pa so nas na srečanje v gostilno Mihovec povabili še kandidati Nove Slovenije – krščanski demokrati. Ti se v svojem programu osredotočajo na povezovalnost in domačnost, ki nam ga nudi naša občina. Zato so svojo predvolilno kampanjo naslovili Občina – naš skupni dom. Na srečanje so povabili tudi ljudi, ki sicer ne kandidirajo na letošnjih volitvah, saj so si želeli spoznati želje in pričakovanja vseh občanov. Nova Slovenija – krščanski demokrati se na letošnje volitve podaja s 23 kandidati. Nosilci list po posameznih enotah pa so Luka Čukajne v prvi, Peter Knific v drugi in Mirko Javršek v tretji. Tako kot v nekaterih drugih strankah tudi sami ugotavljajo, da volja posameznikov za politično udejstvovanje usiha. Zato so opravili več pogovorov z ljudmi. V smislu, da premagamo strah, ki je v nas. Mislim, da je veliko ljudi se še nekako boji in želimo ljudem pomagati, da se tega osvobodijo, da smo dejansko res svobodni in da če stopimo na listo katerekoli politične stranke ali liste, da to naredimo pač v eni zavesti, da poskušamo narediti nekaj dobrega. V Novi Sloveniji so pripravljeni na sodelovanje, ki je ključno za doseganje uspeha. Potreb je veliko, in mi v naši stranki zagovarjamo dialog in vemo, da v bistvu vsi projekti ne morejo priti čez noč, je pa lahko postopoma, korak po korakom vse uresničeno ob sodelovanju občinskega sveta z občinsko upravo. Obenem pa v svojem programu izpostavljajo tudi nekaj konkretnih težav, ki jih želijo v prihodnje izpostaviti. Predvsem nas zanima, kako ljudje živijo in želimo, da bi pravzaprav v vseh predelih občine, se pravi ne samo v centru, tudi na obrobnih delih, se glas ljudi slišal. Nagovarjajo ranljive skupine in ocenjujejo, da so starejši populacija najbolj prepuščena sama sebi. Zato v program vključujejo tudi idejo o dnevnih centrih. Podobno je tudi s težavami mikrookolja ljudi, na katere so posamezniki najbolj pozorni. Eden večjih zalogajev v prihodnosti bo sanacija mostov na območju Ladje in Goričan. Ja, predvsem se mi zdi v tem področju, kjer živimo, so mostovi tista akutna problematika, tako ta v Goričanah kot tudi na Ladji, ker predolgo časa to že odlašamo. Nekako se nam zdi, kot da bi to moral urediti nekdo drug. Torej, most na Ladji, vsi nekako govorijo, da gre pravzaprav to za železniški nadvoz, naj to uredi železnica, drži seveda, ampak kljub vsemu z aktivnostjo, ki jo mora na nek način tudi občina zagovarjati, moramo
partnerjem, skupaj z železnico se loti tega problema. V Novi Sloveniji z veseljem prisluhnejo težavam občanov, tudi tokrat je bilo tako. Jaz sem kmet, sicer nisem na kandidatni listi, ampak imam pa ene predloge, predvsem z tega vidika, da je treba Medvode razvijati za potrebe medvoščanov, omejiti širitev po nepotrebnem oziroma varovati kmetijska zemljišča in tudi stavbna zemljišča za prihodnje rodove. Kandidati Nove Slovenije so družba ljudi z različnih področij in zato pripravljeni na reševanje raznovrstnih problemov. Želimo pa si, da je sestava raznovrstna, da tukaj prihajamo ljudje iz različnih delov občine, z različnih poklicev in da soustvarjamo našo skupno občino oziroma na skupen dom. Poudarek bodo dali ne samo investicijam, ampak tudi ostalim tematikam, ki nas bogatijo tudi drugače. Zelo pomembna je naša kulturna dediščina, pa naj bodo to stavbe ali pa nesnovna kulturna dediščina, torej ljudsko izročilo, ali pa osebnosti, ki so živele pri nas, pa so kaj konkretnega naredile za skupnost in se mogoče celo uveljavile v širšem prostoru. Bi pa poudarila tudi odnos do maternega jezika. Kot rečeno, pa se tokrat osredotočajo na slogan Občina nas skupni dom, saj si želijo, da bi vsi občani občino pojmovali kot njihov drugi dom. Da bomo v stavbo občine stopali neobremenjeni z pričakovanjem, da bodo naši problemi reševani, da bodo slišani, da se bodo reševali in mislim, da je to tisto, kar ljudem daje neko pozitivno sporočilo, neko upanje, da so del te skupnosti in da je njihovo delo za to skupnost tudi nekako upoštevano. Kruh in žitni klas na njihovem plakatu predstavljata zavest, da prispevajo za to skupnost in skrbijo tudi za tiste, ki pomoč potrebujejo. Želijo si namreč, da bi vsi živeli v prijaznem okolju. Nedeljo popoldan so se ob rojstni hiši Franca Rozmana, bolj znanega kot komandanta Staneta, v Pirničah, tako kot vsako leto zbrali člani Zveze borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja in drugi občani, da so se na predvečer obletnice njegove smrti poklonili narodnemu heroju. Zveza borcev NOB Medvode je namreč heroju v čast priredila vsakoletno spominsko slovesnost, na kateri je bila recitirana in peta slovenska pesem. Pesem, ki brez truda komandanta Staneta in drugih borcev v narodno-osvobodilni vojni ne bi mogla obstati. Franc Rozman Stane, rojen leta 1911 v Pirničah, velja za simbol narodno-osvobodilnega boja na Slovenskem. Že jeseni 1941 je komandant Stane postavil na noge štajerski partizanski bataljon, spomladi leta 1942 je postal poveljnik slovenske prve štajerske partizanske brigade, leta 1943 pa je postal poveljnik glavnega štaba narodno-osvobodilne vojne s činom general-lajtanta. V začetku novembra leta 1944 je komandant med preskušanjem novega orožja, britanskega minometa, bil smrtno poškodovan. Za poškodbami je umrl 7. novembra 1944, že 4 dni po smrti pa je bil proglašen za narodnega heroja. Letos mineva 78 let od njegove tragične smrti. Združenje borcev NOB Medvode pa se je tako kot vsa prejšnja leta odločila, da bodo komandantu v čast na predvečer obletnice njegove smrti priredili spominsko prireditev, kjer se mu bodo poklonili. No, tisto kot vsako leto. Namreč obletnica smrti našega legendarnega komandanta Franca Rozmana Staneta, ki jo praznujemo en dan pred njegovo smrtjo, zato ker je drugi dan državna prireditev v Lokvah pri Črnomlju. Komandant Stane je že za časa svojega življenja veljal za legendarno osebo in simbol narodno-osvobodilne vojne.
A komandant ni pomemben le v okviru druge svetovne vojne na Slovenskem, ampak tudi v širši slovenski zgodovini. Saj je njegovo delovanje imelo velik vpliv tudi na kasnejšo slovensko državnotvornost. Vsi, ki poznajo malo pot Franca Rozmana Staneta, vejo, da je bil izjemno cenjen vojaški poveljnik. Pravzaprav borci so ga gledali skoraj že kot boga. Bil je že med samo vojno simbol narodno-osvobodilnega boja, izjemno cenjen in seveda bil je poveljnik Slovenske narodno-osvobodilne partizanske vojske, ki je Slovenijo sama osvobodila skupaj z jugoslovansko armado, nam izborila Primorsko, v bistvu omogočila nastanek Republike Slovenije leta 1945 in oblikovanja Slovencev kot naroda. Zato je njegov prispevek k naši zgodovini več kot ogromen. A čeprav je bil Franc Rozman Stane in njegov boj en glavnih razlogov, da imamo Slovenci sedaj lahko samostojno državo, se v zadnjih letih na to pozablja. Nenamerno in občasno tudi namerno. Ravno zaradi tega Zveza borcev meni, da so take proslave, kjer se poklonimo in spomnimo žrtve vseh borcev padlih v narodno-osvobodilni vojni, vse bolj pomembne. Prav tako pa menijo, da je pri ohranjanju spomina tudi zelo pomembna politika in lokalna skupnost, zaradi česar so zelo hvaležni tako družini Rozman, ki skrbi za muzej Franca Rozmana Staneta, kjer se je dogodek tudi odvijal, kot tudi občini Medvode in njenemu županu, ki s svojimi dejanji dokazuje, da se v lokalnem okolju ohranjata, prepoznavata in spoštujeta protifašistična zgodovina Medvod ter njen ugled odprte, svobodoljubne skupnosti. No, jaz mislim, da tole je odvisno tudi od trenutne politike, ker smo vezani na to, da tudi te prireditve, da vedno, kadar imamo kakšne pripombe tudi se strani naših nasprotnikov, kako bi rekel, ki niso naši somišljeniki, ampak v zadnjem času se to izboljša in zato bi posebej pohvalil našega gospoda župana Nejca, ki sodeluje in imamo na tem področju stalno sodelovanje, ni problemov. V resnici mislim, da pomagamo pri ohranjanju njegovega spomina. Tako kot sem danes v nagovoru rekel, ne gre samo za spomin, ne gre samo za pesmi, gre tudi za dejanja. Tukaj se mi zdi, da je v današnjem času to še celo bolj pomembno. Kar pa zadeva njegovo rojstno hišo, pa je tukaj nič od tega, kar danes tukaj vidimo, ne bi bilo brez predane družine Rozmanovih. Oni so tisti, ki skrbijo za vse, je pa res, da upam, da vedo, da jim je na občini so jim vrata odprta, če bi kdaj karkoli potrebovali. Janez Juhant, priznani slovenski teolog, filozof in naš občan, je v letošnjem letu izdal knjigo Lambert Ehrlich, Prerok slovenskega naroda, ki je hitro postala ena najbolj izposojanih knjig v Medvoški knjižnici. Vodstvo knjižnice se je zato odločilo, da bodo v sredo zvečer povabili dr. Juhanta na predstavitev svoje knjige. Odkar je izšla knjiga dr. Janeza Juhanta z naslovom Lambert Ehrlich, Prerok slovenskega naroda, je bila v Medvoški knjižnici skoraj ves čas izposojena. Vodstvo knjižnice je ravno zaradi tega priredilo pogovorni večer z avtorjem, katerega je vodil novinar Radia Ognjišče Jože Bartol. Pogovor, ki je potekal v prostorih knjižnice, je bil močno obiskan, do te mere, da je bilo potrebno prinesti dodatne stole, da so vsi obiskovalci sploh lahko sedeli. Tekom pogovora je avtor predstavil tako življenjepis Lamberta Ehrlicha, Ehrlichov pomen za Slovenijo, predstavil pa je tudi, kako je potekalo samo pisanje knjige in seveda kako to, da se je sploh odločil, da bo napisal delo o Ehrlichu. Lambert Ehrlich mi je vse skozi od mojega dela, že pravzaprav iz mladosti, ko sem videl njegovo sliko kot otrok, ko je bil ubit na streliški. Kasneje sem to mogoče pozabil, kasneje sem se pa kot profesor na teološki fakulteti, kot je bil tudi naš profesor, zelo intenzivno z njim ukvarjal in seveda še posebej v zadnjih letih, ker menim, da je človek, ki je tako kot oseba, pa tudi kot narodni in politični in državniški voditelj izjemno pomemben za nas Slovence in verjetno tudi za širše ljudi tega sveta. Lambert Ehrlich velja za enega najpomembnejših političnih akterjev na slovenskem ozemlju na predvečer in ob začetku druge svetovne vojne.
Ehrlich, ki je bil sicer teolog, etnolog in politik, je bil vodilni duh katoliškega prosvetnega dela, bil pa je tudi en prvih vizionarjev samostojne Slovenije, ki je le-to tudi predlagal po kapitulaciji Kraljevine Jugoslavije leta 1941. A Ehrlich vseeno velja za kontroverzno osebnost, saj je za časa druge svetovne vojne ustanovil tako imenovane Ehrlichove straže, ki so na primer na ljubljanski klasični gimnaziji kot fašistične škvadre pretepale celo svoje levo usmerjene sošolce in učitelje, ovajale uporne in protifašistične Slovence italijanskim okupacijskim oblastem in bile predhodnice domobranstva. Bil je močan protikomunist, ki je med drugim italijanskim oblastem leta 1942 predlagal, naj ustanovijo in oborožijo slovensko kolaborantsko policijo pod italijanskim vojaškim nadzorom, ki se bo borila proti partizanom. Kmalu zatem ga je varnostno-obveščevalna služba Osvobodilne fronte likvidirala. Mnogi so zato menili, da je Juhantov naslov knjige Prerok slovenskega naroda kontroverzen, saj se je boril proti partizanskemu gibanju. Po drugi strani pa meni Juhant, da je bil vseeno prerok, saj je tudi on stremel k samostojni Sloveniji in delal, kar je menil, da bo slovenskemu narodu prineslo svobodo. Mislim, da je on prerok v trojnem smislu, tako ga jaz vidim prvič kot prerok osebe, se pravi, ki se je z nesebičnim delom in žrtvovanjem za soljudi izkazal kot človek, ki je živel za druge. Drugič, ker je kot kristjan in kot človek vztrajal na krščanskih temeljih do smrti, kljub temu, da so ti krščanski temelji za marsikoga bili vprašljivi. In danes vidimo, da so ti temelji pravzaprav tudi temelj sodobnega življenja, demokracije, medčloveških odnosov, družinskih, osebnih odnosov in predvsem kot prerok slovenskega naroda, ker je dal temelje za to, da je nastala slovenska država. In v tem smislu pa mislim, da je on verjetno vodilni, tudi gospa Helena Janžič, ki je enkrat napravila razstavo o njem, je rekla, da temelje slovenske države lahko iščemo v Ehrlichovem klubu Straža. To se pravi, Ehrlich je bil tisti, ki je dal, seveda tudi povezano z prejšnjimi, recimo kot je bil Matija Majer-Zilski, pa še morda prej celo Slomšek v smislu slovenstva, ampak kot državnosti pa je brez dvoma on eden izmed ključnih dejavnikov za slovensko državo. O Ehrlichovem življenju se je vse od njegove smrti zelo malo pisalo, bolj pogosto je bil omenjen zgolj kot kolaborant, katerega so za časa druge svetovne vojne likvidirali, kaj več kot to pa jugoslovanska oblast ni dopuščala. Šele z osamosvojitvijo Slovenije se je lahko pričelo pisati in raziskovati tudi o akterjih drugega političnega pola. Sploh v zadnjih letih pa je nastalo veliko knjig, ki natančno opisujejo tudi zgodovino desnega političnega pola med drugo svetovno vojno, med katerimi je tudi Juhantovo delo Prerok slovenskega naroda, s čimer se dodajajo koščki zamolčane zgodovine v nek širši mozaik zgodovinske resnice. Glejte, vedno je tudi v osebnem življenju, pa tudi v družbenem življenju potrebno očiščenje. Vsi delamo ta proces v našem razvoju, da se sproti očiščujemo in očiščujemo se s tem, da stvari poglabljamo, se pogovarjamo med seboj, poskušamo nekako tudi priti do globljih temeljev in kar pa zadeva seveda njegovo delo za narod in pa tudi za njegovo družbeno-politično in tudi delo za samostojno Slovenijo, je pa zadeva še toliko bolj zapletena, ker je bilo to prikrito z bivšim režimom, ki je hotel vse njegovo dobro delo za narod izničiti in sedaj počasi to izkopavamo iz te rečeva narodne podzavesti in poskušamo nekako postaviti na trdne temelje. Jaz mislim, da na tem procesu bomo še morali zelo dejavno delati, tudi zato, da bo slovenski narod očiščen raznih travm in pa tudi laži in prikritosti, ki jih je ustvarila ta polpreteklost in da bomo bolje in tudi bolj smelo zakorakali v bodočnost. In predvsem mlade ljudi vabim, da se ob tem liku navdušujete, zato ker boste s tem tudi dobili trdnejše temelje za svoje življenje in preživetje.
Čeprav je bilo mogoče slišati, da to delo samo še dodatno poglablja slovenski razkol med tako imenovanimi levimi in desnimi, Juhant pravi, da temu ni tako, temveč ravno nasprotno, da je to korak v smeri sprave, saj spravo lahko dosežemo samo, če bomo poznali celotno zgodovinsko resnico. Glejte, temelj na poti k spravi je resnica. To se pravi, gre za to, da odkrivamo resnice o ljudeh, o razmerah, o tudi širšem družbenem položaju in veste, da je to zapleteno že v osebnem življenju, toliko bolje pa seveda tudi v nacionalnem in tudi zaradi tega, ker je bila tako močna propaganda za pokritje, za tako rekoč lažno zakrivanje teh pravih temeljev, je ta pot zelo zahtevna, ampak tako osebno kot družbeno smo vsi verjetno s tem zaznamovani in je potrebno najprej, da vsak samega sebe očisti, poskuša priti nekako na čiste temelje in to je najbolje mogoče v dialogu, v dogovoru z ljudmi in seveda tudi to razdvajanje, o katerem govorite, je seveda posledica tega, da se je na tem vzdrževala slovenska preteklost. Prihodnost pa moramo graditi na sodelovanju in na tudi s tem, da stopimo skupaj, se pogovarjamo in poskušamo ustvariti skupne temelje za našo narodno in državno prihodnost. Kot običajno črno kroniko začenjamo s poročilom o obravnavanih prometnih nesrečah. 2 sta se zgodili na območju občine Medvode, prva je bila z manjšo materialno škodo in so policisti odstopili od ogleda, druga pa je bila prav tako manjša, vendar se udeleženca med sabo nista mogla dogovoriti o krivdi. Predvidevamo, da so se na koncu vendarle s pomočjo policistov uskladili, saj policija poroča, da so odstopili od ogleda nesreče. Občan iz Medvod je na policijo sporočil, da ima na objektu poškodovano okno. Policisti so pri ogledu ugotovili, da je nekdo poskušal na silo vstopiti v objekt, vendar mu to očitno ni uspelo. Zdaj zbirajo dodatna obvestila, s katerimi bodo poskušali uloviti storilca. Neznanec je pred trgovino v Sori občanki poškodoval karoserijo osebnega vozila. Policisti o dogodku še zbirajo obvestila. V Medvodah pa sta se sprla partnerja, prišlo je do nasilja. Policisti so zaradi podanih razlogov izrekli ukrep prepovedi približevanja, ki ga je potrdilo tudi sodišče. Policisti so dodali še, da se je nasilnež po vročitvi izrečenega ukrepa tudi do policistov vedel nedostojno in nesramno in si prislužil še dodatno globo. Po končani preiskavi bo zoper nasilneža vložena kazenska ovadba. V stanovanju v Medvodah pa si je občan kuhal obrok, medtem pa si je privoščil kratek počitek, kar bi ga kmalu stalo stanovanja, sosedov pa lahko tudi bloka, saj se je hrana na štedilniku zažgala in prismodila. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Preska so stanovanjski blok prezračili, zagotovo pa so nepazljivemu občanu dali še kakšno lekcijo za v prihodnje, da ne bo zaradi nepazljivosti prišlo do hujše nesreče. Občanka na Golem Brdu pa je opazila, da se okoli njene hiše sprehajajo neznanci in prosila za policijsko posredovanje. Izkazalo se je, da so neznanci pravzaprav sosedove krave, ki so pobegnile iz ograjenega prostora. Lastnik je ubežnice polovil in jih spravil nazaj za ogrado. In še nekaj koristnih nasvetov. Noč ima svojo moč, ki vpliva predvsem na zlikovce, ki prežijo, koga vse ni doma. Pazite na svoje imetje, sumljive osebe, ki se sprehajajo po vaši okolici, pa prijavite na policijo. Prav tako nemudoma obvestite policijo, če kljub previdnosti postanete žrtev kaznivega dejanja. Za več informacij in nasvetov pa spremljate Facebook spletno stran Policijska uprava Ljubljana. V tokratni nekoliko krajši informativni oddaji našemu malemu kolektivu so namreč v tem tednu pošteno zagodle zdravstvene težave, je bilo to vse. Odgovorni urednici in direktorju tako želimo, kolegi sodelavci, čim hitrejše okrevanje. Vas pa vabimo v našo družbo spet prihodnji četrtek, takrat tudi z novicami o novih medvoških športniku in športnici leta, ki jima bo naziv za leto 2021 podeljen v torek na večeru športa v Kulturnem domu Medvode. Nasvidenje!